V zapuščeni stavbi na nekdanjem mejnem prehodu Šentilj so se pričela gradbena in vzdrževalna dela za vzpostavitev regionalnega turističnega središča. Že leta 2016 pravzaprav predal občini ti dve stavbi, ki sta za mano, da se jih popolnoma prenovi in sicer da služita nekemu poslovno-informacijskemu namenu, torej to bo za turiste neko središče, tudi za poslovne in druge namene bo služilo. Za obnovitvena dela so predvideli 280 tisoč evrov, od tega bo 85% evropskih nepovratnih sredstev. Celotna obnova bo zaključena konec letošnjega leta. Vsled dobrega sodelovanja med občino in vsemi državnimi institucijami je posledica tega, da ti projekti, ki smo jih začeli, da bi želeli nadaljevati. In tema pogovora so bili več ali manj infrastrukturni projekti, da se nadaljujejo. To, kot vidite, od zadaj je tudi en takšen projekt, ki je nastal skupaj z državo in ga z mednarodnim projektom in sredstvi iz Evropske unije tudi zaključujemo. Ob obisku nekdanjega predsednika vlade so govorili tudi o tematiki neizplačanih odškodnin za povzročeno škodo, ki jo zaradi migrantske krize leta 2015 utrpelo 18 lokalnih podjetnikov. Ja, seveda me sprašujejo, ljudje me sprašujejo, podjetniki sprašujejo, sploh tisti, ki so utrpeli malo večjo škodo. Jaz jim odgovora ne morem dati. Občina je bila tista, ki je te podatke samo posredovala. Žal mi tudi nismo dobili odgovora. Jaz sem danes gospoda predsednika tudi to opomnil in je rekel, da se bo potrudil in bo dal odgovor v kratkem. Cerar odgovarja, da ne pozna razloga, čemu odškodnine še niso izplačane. Župan me je danes informiral o tem, da še ni bilo ustreznega odziva, tako da bom v Ljubljani takoj preveril, zakaj do odziva še ni prišlo in kaj se s tem dogaja. Kajti, kot veste, so tisti, ki so utrpeli dejansko škodo zaradi migrantov, zaradi tiste situacije takrat upravičeni do povračila in verjamem, da bodo ti postopki do tega pripeljali. Poleg neizplačanih odškodnin so se pogovarjali še o potrebnih vlaganjih v infrastrukturo občine Šentilj, tako železnico kot ceste, pa tudi o gradnji novega krožišča v smeri Sladkega Vrha, ki bi razbremenil poti in omogočil večjo pretočnost prometa.